Večina Jezusovih poslušalcev si je Mesija predstavljala kot uspešnega človeka. Jezusova pomnožitev kruha, ko je nahranil lačno množico, jih je v tej njihovi predstavi še potrjevala. Ko pa Jezus jasno pove, da njegovo poslanstvo vključuje daritev lastnega življenja, ga začnejo v trumah zapuščati. V nadaljevanju je papež Frančišek spomnil, da Jezusovi učenci niso uspeli sprejeti tako vznemirljivega učiteljevega govorjenja. Sicer so ga dobro razumeli, a ga niso hoteli poslušati, ker je spravljal v zadrego njihovo dotedanjo miselnost. Jezusove besede nas zaradi naše posvetne miselnosti vedno spravljajo v zadrego, je poudaril sveti oče. Hkrati pa nam je nakazal pot rešitve, ki je v sprejetju Jezusovega božanskega izvora, v prepuščanju delovanju Svetega Duha, ki odpira naše razumevanje, ter v poživitvi vere. Jezus namreč ob odpadu mnogih ni napovedal popusta, temveč je jasno pozval k osebni odločitvi, biti z njim ali se od njega ločiti. Hočete tudi vi oditi? Je vprašal apostole. Sveti oče je na to spomnil, da je Peter v tistem trenutku tudi v imenu ostalih apostolov izpovedal vero z besedami: Gospod, h komu naj gremo? Samo ti imaš besede večnega življenja.